temo priprava življenjepisa. Z nami je bila Katarina Primožič-Ramoveš. Tako da danes smo pa v goste povabili Polono Romih. Živjo, Polona. Živja, Ira. Se boš predstavila majčkeno, kaj delaš? Ja, komot. Živijo vsi skupaj najprej. Zakaj sem v resnici tukaj? Mogoče zato, ker imam vrsto let izkušenj v kadrovanju v resnici. Za mano je kar veliko zaposlitvenih razgovor na uni strani kot nekdo, ki išče pravo osebo za tisto konkretno delovno mesto. Tako sem svojo kariero začela v kadrovski agenciji kot svetovalec za kadre, pa sem jo nadaljevala v vodenje svetovalcev za kadre, pa vse do interne HR funkcije, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. No, v zadnjem obdobju pa večino časa delujem kot coach, sem ICF coach in pa trener mehkih veščin, seveda pa brez kadrovanja in izbora in selekcije v kadru res ne morem. Evo, to sem jaz. No, potem smo izbrali ta pravo osebo, da boš z nam preživela danes ta torkov večer. Tako da, ja, Polona, jaz bi pol kar začela, no. Tisti, ki ste bili že zadnjič z nami, se upam, da spomnite, no. Smo se pogovarjali o življenjepisih in o tem, da moramo sami sebe zelo dobro spoznati in tudi na nek način, ne delodajalca, na kakšen način bomo življenjepis napisali in kako bomo preoblikovali, da bo življenjepis ustrezal našemu bodočemu delodajalcu. Tako da jaz bi zdaj kar začela potem s prvo fazo razgovora, ne, poznamo 3 faze, pred razgovorom, razgovor in pa kaj se dela potem po razgovoru. Tako da pred razgovorom moramo potem nekako sami vase pogledati, sebe spoznati, naše lastnosti, izkušnje in to nekako potem tudi na papir dati, ne. Katarina je zelo lepo omenila, da moramo vsakič, ko imamo eno lastnost, jo tudi z nekaterimi fakti tudi nekako potem utežiti, ne, na drugi strani. Tako da, Polona, kako bi ti nam dala kakšen nasvet ali kako pravilno opisati lastnosti, izkušnje naše in jih potem tudi nekako pravilno, no, s temi fakti odzadaj, da vejo, da so dejansko tukaj, da niso to samo ene lastnosti, ki smo jih iz enega papirja pobrali, ki so čisto klasične, no. Ja. Zdaj, Jera, super si to rekla, vidim, da ste že super predpripravo naredili, kar pomeni, da res že v fazi priprave življenjepisa že malo pogledaš samo sebe, zato da tudi realno na ta papir napišeš, kaj pa so res tiste tvoje osebnostne lastnosti, kaj so tvoje kompetence, znanja, sposobnosti in konec koncev tudi tvoje dosedanje delovne izkušnje. Zdaj, papir seveda lahko veliko prenese in mi lahko veliko na papir napišemo, kar bo pa delodajalca predvsem zanimalo, ali to, kar piše v našem življenjepisu, tudi mi lahko na zaposlitvenem razgovoru res potrdimo. In še posebej je dobro, ko se pripravljamo na zaposlitveni razgovor, da svoj življenjepis res prilagodimo do te mere, da izpostavimo ali tiste lastnosti, ali tiste delovne izkušnje, ali tiste kompetence, ki jih na drugi strani ta potencialni delodajalec išče. Zdaj, ni dovolj, da to samo napišemo, super je, da znamo to na zaposlitvenem razgovoru tudi argumentirati. Pa dam primer, recimo, če delodajalec išče, ne vem, dobra sposobnost timskega dela in jaz napišem, da sem dober timski igralec, pol že lahko pričakujem vprašanje na razgovoru, okej, Polona, kje pa jaz to lahko vidim? Dajte mi en primer iz vašega življenja, ki mi res potrdi, da ste timski igralec. No, in fajn je, da sem jaz pripravljena na vse to, kar sem jaz napisala v življenjepisu, s konkretnimi primeri. Ker to je način, kako delodajalec ali pa potencialni delodajalec res preveri, ali so te informacije, ki jih jaz zdaj tukaj berem na papirju, res tiste prave informacije in to najlažje naredi skozi konkretne primere. To je mogoče ena taka prva izhodiščna stvar, ki bi jo zdajle izpostavila. Pa mogoče samo še nadgradim s tem, da dejansko ko se pripravljam na ta zaposlitveni razgovor, res preberem, ne vem, če sem videla oglas, če sem nekje prebrala, res pogledam, kaj delodajalec išče in kaj od tega mu jaz na drugi strani lahko ponudim.
In te stvari, ki mu jih jaz lahko ponudim tudi v življenjepisu in potem tudi na razgovoru, izpostavim s konkretnimi primeri tako, da bo delodajalec to sprejel, potrdil. Zato, ker je zelo je tanka meja, da ti delodajalcu pokažeš, da si zainteresiran delovno mesto, ali pa da si pač nekako obupan, da potrebuješ delovno mesto. Ker jaz mislim, da z vsemi temi izkušnjami in z tem, če nekako pretiravamo, moramo zmeraj nekako imeti v zadnji v mislih, da moramo res, kot si rekla, v zadnji konkretne stvari potem tudi dati, da ne zgleda zdaj samo to, kako mi lahko sami sebe prilagodimo za delodajalca, zato da bomo prišli do delovnega mesta, čeprav mogoče sploh nismo zdaj najbolj primerni za to delovno mesto, bi potem lahko rekli, več je manj, Mislim, če se... Nikakor ne bi jaz svetovala ljudem, pretiravite, zmišljujte si stvari, samo zato, da bo zgledalo, da je ok. Delodajalci cenimo na nek način nek iskren pogled samega sebe ali pa neko iskreno predstavitev samega sebe, kar pomeni, da je meni čisto okej, da zdaj si izmislim, da meni Jera reče, jaz teh delovnih izkušenj še nimam. To je za nekoga, ki je na začetku svoje kariere, čisto okej, da ta človek reče. Saj itak vemo, da ko nekdo kadruje, ko nekdo išče novo osebo, saj ne išče samo delovne izkušnje. Išče tudi, je osebnost prava, recimo. Morda išče, a bo oseba pasala v nek konkreten tim. Ali pa da ima samo določene delovne lastnosti, ki jih rab na nekem delovnem mestu. Recimo, če iščem potencialnega prodajalca, bo mene zanimalo, Jera še ni prodajala, prosti, da sem si tebe pa tudi ne vem, če si prodajala ali nisi prodajala. Sem. Pa recimo, da ne bi prodajala, pa bi jaz enkodravala prodajalca, pa bi rekla, Jera še ni prodajala, ampak jaz iščem osebnost, jaz iščem nekoga, ki dobro komunicira, ki hitro naveže stik, ki je enostavno z njim delati. In bi mogoče bilo to tisti faktor, ki bi celo rekla, jaz pa rabim nekoga, ki je začetnik, da ga bom oblikovala po tem svojem sistemu, ki ga v našem podjetju rabimo. Na kakšen način pa v bistvu lahko mi sami sebe prilagodimo, kar se da najboljš za delodajalca, ker pač vemo, da nismo vsi zdaj za eno delovno mesto, če bi zdaj, vzeli, kaj se ime v prodajo, nismo vsi 100% primerni za to, smo, nekdo 80, 70, ampak kako pa lahko ti teh par procentov, ki jih še lahko dodaš k svoji vrednosti, kako ti sam sebe lahko nekako prilagodiš v tem momentu za to delovno mesto, na tem razgovoru? Spet se vrnem na ti začetni odgovor na nek način, kar pomeni razmisel, kdo si, kaj znaš, tvoje sposobnosti, kompetence, veščine, tvoje vrednote in samo deli primerjavo s tem, kaj na drugi strani delodajalec rabi in izpostavi tisto, kar se povezuje s potrebami delodajalca. Zdaj, obljubljati stvari, ki pa še niso realne, jaz sem tukaj rajš previdna, iskreno pomeni. Jaz ne maram popolnih zaposlitvenih razgovorov, ko se nekdo prezentira kot popoln kandidat. V resnici rajš vidim, da sva na 80%, pa potem sama vem, kot kadrovik v nekem podjetju, s to osebo je treba pa nadgraditi še to in to. Ključno, kar bi rekla, je samo, da izpostavljaš stvari, ki te povezujejo s tem konkretnim delodajalcem in s tem konkretnim delovnim mestom. Ja. Katere so pa lastnosti, če lahko zdaj, jaz ne vem, kdo nas vse gleda, ampak katere so pa lastnosti, ki jih je fino res vsakič izpostaviti, ali pa, lastnosti, tako bi zdaj rekla. Tako, osebnostne lastnosti. Ja, osebnostne in tudi tako, pač ne zdaj za dotično eno mesto, ampak kaj s tem, delo v timu, to je pač zmer vreden izpostaviti, ker tudi če ti si oseba, ki bo potem v pisarni ali pa kjerkoli na delovnem mestu delovala sama, še vse je pač fino, da delodajalec že vnaprej tudi ve, glejte, timski človek sem, ker načeloma je tako, da si večkrat delodajalci, če prav mislim, tudi potem imajo v spominu, ta je pa dober v timu, mogoče ga bomo pa zdaj dali tudi mečkan sem, če je pač možnost. Ampak katere so pa res tiste lastnosti, ki jih vedno lahko
da pač mi tako izboljšamo. Ja, vežeš na katero koli delovno mesto, ki so mogoče v vsaki organizaciji dobrodošle, ne, tako v tem smislu. Tukaj izpostavim recimo neko socialno in pa čustveno inteligenco, kar pomeni, da nekdo nima težav, ko vzpostavlja stike, da v osnovi vem, da ta oseba, kamorkoli bo prišla, bo z njo okej sodelovati. Druga stvar, na katero zelo zastrižemo na zaposlitvenih razgovorih, je, kako nekdo rešuje konflikte. Zdaj sem lepo povedala, po drugi strani bi se pa bala nekoga, ki je konflikten. Tako da izpostaviti, da smo dobri v menedžeriranju konfliktov, je super stvar. Zdaj, če grem mal na sodobne trende, pa lahko rečem, da je vedno cenjeno neko medkulturno ali pa medgeneracijsko sodelovanje, da smo ljudje, ki smo se pripravljeni prilagajati v resnici, da imamo več različnih sposobnosti, neka multidisciplinarnost. Zdaj, v tem zadnjem času, v času vseh teh novih sprememb, digitalna pismenost, virtualno sodelovanje, to so kompetence, ki jih vedno znova iščemo, potem neka medijska pismenost in pa predvsem, kar bi si želeli, je neko out of the box razmišljanje, ne več klasično, vodi me, ampak tudi sama sem sposobna generirati ideje, sama sem sposobna razmišljati. Tako prav mislim si, da kamorkoli grem, če ponudim to, kar sem zdaj rekla, je super stvar. Ker se tudi delovna mesta se zdaj spreminjajo, niso zdaj samo dotična delovna mesta, ampak se skozi bolj išče tudi kader, ki je izobražen na večjih področjih oziroma izobraženo ali pa se zanima za več področja, da ima tudi sam da eno inicijativo, da pač se želi izobraževati. Torej, da ne vem, če nekdo dela samo v računovodstvu, da tudi pokaže, da so kakršnekoli druga zainteresiranja. Super si to rekla, Ira, ker je to res. Tista ozko usmerjena, vse fajn in je včasih tudi zelo cenjena za neko delovno mesto, ampak splošno pogledano, bolj kot smo odprti, bolj kot smo zvedavi, tudi v več različnih organizacij in različnih delovnih mest posledično lahko pašemo. Tudi naša prednost v resnici, ker potem delodajalec ve, ona se prilagaja, ona ima sposobnost, enkrat tukaj, enkrat tam in to lahko razumem sem kot prednost, kot posameznikovo prednost ali pa dodano vrednost. Ja. No, potem smo zdaj tale spoznavanje sebe, potem če zdaj lahko tako, potem so lastnosti in izkušnje, koliko to rečemo, če bi zdaj vzeli en razgovor, koliko procentualna vrednost pogovora je v bistvu pogovor vezan na nas samih osebno? Zdaj procentualno ali pa če bi tako rekla na hitro, ne? Že v uvodu sem rekla, da osebnost je ena izmed, rečemo, 4 ključnih faktorjev, na osnovi katerih nekdo kadruje. Kar pomeni, je prava osebnost, sem že prej rekla, kakšno je njegovo znanje, sposobnosti, veščine, a pa še v tim, tudi finančni vidik in pa tudi čista ta nek občutek, ki ga noben ne zna primiti, a je kemija ali ni kemija. Kar pomeni, da lahko temu damo kar 1/4, zdaj, ko smo tole povzele, je neka osebnost, kaj kdo je in kaj potencialno prinese v neko organizacijo. Temu dajem kar pomen. Drugo, kar bi pa tukaj dodala, so pa delovne izkušnje, še posebej zato, ker danes nagovarjava mlade, danes nagovarjava posameznike, ki najbrž še nimajo prav veliko delovnih izkušenj. Jaz bi rekla, ne se ustrašiti, res se ne ustrašiti, ker je čisto vsak posameznik enkrat na začetku svoje kariere in nekje moraš začeti. Enostavno prvi CV moraš spisati, pa čeprav nimaš še nobene konkretne delovne izkušnje, vse je v redu. Razmisli pa, kaj lahko ponudiš iz svojega, rečemo, privat življenja, kar bi meni nakazovali, da pa on ali pa ona bi pa znala to početi. Ne vem, tudi če delodajalec, zdaj sva, ne vem, pri timskem delu sva bile že prej, pa če tega ne moram podkrepiti s primerom iz službe, lahko podkrepim s primerom, ne vem, življenja, ki ga živim kot študent, rečemo. Tudi če nečesa še nisem počela, lahko podkrepim, kaj pa sem počela kot študent ali pa kaj pa počnem drugače v življenju, ali sem športnica, ali se ukvarjam s čimkoli drugim. Torej, vse, kar mi smo, uporabimo kot potencialen nabor, kaj bi lahko ponudila delodajalcu kot potencialen odgovor na to, kar on rabi.
No, tukaj tudi vsi, ki nas spremljate, jaz upam, da se spomnite tisti, ki ste bili zadnjič z nami, je tudi Katarina lepo povedala, da če pišete življenjepisa, kot je zdaj tudi Polona omenila, iz privatnega življenja, torej ob študijske dejavnosti, vse te stvari se res, Polona, lepo dajo vpeljati noter v lastnosti in vse izkušnje, ki jih v bistvu delodajalec potem tudi nas nekako pričakuje. Jaz bi še omenila, sodelujete lahko, prej sem pozabila povedati, vsi nas gledate tudi lahko na Facebooku, če tam komentirate, bova tudi s Polono probali ta vprašanja vpeljati v pogovor, ali pa tukaj tudi bi bila zelo vesela kakršnega koli vprašanja ali pa kakršnega komentarja ali pa karkoli, če bi se vam zdelo, da imate karkoli zapovedati. Tako da, Polona, pa bi imela še eno vprašanje, katera pa so taka klasična vprašanja, ki bi lahko prišla zaradi lastnosti ali pa lastnosti, predvsem na razgovoru. Zdaj, jaz lahko omenim par zelo različnih vprašanj, ki se na enih razgovorih bolj ponavljajo, na enih pa manj ponavljajo. Recimo, veliko ljudi bi lahko začeli zaposlitveni razgovor, kar povej mi nekaj o sebi, povejte nekaj o sebi. Fajn je, da smo pripravljeni na ta del, kaj bom pa jaz povedala o sebi. In tukaj noter že lahko vključim tiste stvari, tiste osebnostne lastnosti, ki vem, da jih po drugi strani, torej, da so moje in da bi bile za to delovno mesto primerne, da so okej. Potem je dostikrat vprašanje, ne vem, naštejte vaše pozitivne lastnosti, ampak pol to nadgradimo, naštejte tudi vaše negativne lastnosti. Zdaj, super je, da to ni tako vprašanje, kam pa zdaj rekla, nimam pojma, nisem pripravljena. Super je, da imam že pripravljeno v glavi, kaj bom povedala za pozitivno, kaj bom povedala za negativno, s tem, da pazim, da bom tudi negativne lastnosti povedala tako, da bodo vse na nek način, kako naj rečem, gladko šle čez. V smislu, ne vem, včasih sem lahko, torej usmerjena sem na podrobnosti, včasih sem lahko posledično počasna. Zdaj je zelo pomembno, kako bom jaz to predstavila. Torej, to usmerjeno na podrobnosti je za neko delovno mesto lahko zelo pomembna stvar. Jaz rabim nekoga v analitiki, da je usmerjen na podrobnosti. Zdaj, kako bom pa ta časovno komponento zapakirala, je pa fajn, da znam to tako povedati, da bo delodajalec to razumel kot dodano vrednost. Ali pa drug primer, rada povem svoje mnenje. Potem delodajalec bere, shit, konfliktna je, ne more biti tiha. Zdaj, da ne bom jaz tega vtisa dobila, kako lahko to povem. Torej, jaz rada izrazim svoje mnenje, po drugi strani pa tudi cenim mnenje sogovornika, ki ga poslušam in vedno iščem nek kompromis. Tukaj bi bila zagotovo povrtana v iskanju, koliko sem jaz konfliktna, pa koliko nisem konfliktna. A se lahko kot tipično vprašanje Jera dotakneva, ne vem, delovnih izkušenj? Je okej, če gremo? Lahko. Okej, tipično vprašanje, povejte mi, kaj ste delala, ne vem, na vaših zadnjih 2-3 zaposlitvah, bodi pripravljen. Predvsem pa se osredotočiš pri odgovoru na to, kaj točno sem res jaz počela in kaj so bili moji dosežki na delovnem mestu. Torej, prav moji, da si konkreten, da poveš s konkretnim primerom, da jaz na drugi strani, ko kadrujem, res lahko vidim, prav vidim jo, da je to ona počela. Torej, ne se skrivati za rezultati drugih ljudi, ker se to na razgovoru čuti in lahko si zelo povrtan potem v to vprašanje. No pa še eno tako tipično vprašanje, ki sledi temu, je pa pol to, zakaj ste menjala, zakaj ste odšla. In zdaj razlog, zakaj sem ravno jaz zapustila to podjetje, je fajn imeti tudi vnaprej pripravljen. Ker sem dobila boljšo priložnost, želela sem si nove izkušnje. Ker kaj tukaj delodajalec preverja? A so se nje hoteli znebiti? In tudi, če so odpuščali ljudi, zakaj je ravno ona šla? In če se vam je res to zgodilo, da je podjetje odpuščalo ali pa karkoli, me je pripravljen odgovor, zakaj ravno ti? Po možnosti je super, ne sem jaz, večja količina nas je šla zaradi tega in tega, tako da tukaj bomo zelo močno povrnili. Tukaj se dostikrat
Prosim? Ja. Pravim še ful je tipičnih vprašanj, tako da lahko kar govoriva. Gremo počasi. No, ampak ne, tukaj se pol res vidi, kot sem že prej omenila, da je zelo, zelo tanka linija, ne, med temu, da si nekako res zainteresiran in da potem pokažeš, in pa med tistim obupam, ali kako bi jaz rekla. No, ker jaz mislim, da vsi, jaz na primer sama, ne, še nisem imela enega konkretnega razgovora za delo, in po eni strani potem, ker te učijo v šoli in vse to, misliš, ok, bom prišel tja in me bojo samo spraševali najboljše o meni, ne. In v bistvu je težko že o samu sebi povedati, zdaj ene pač lastnosti, ker ti moraš zmeraj za tem pol stati, ampak če te pa nekdo še negativno vpraša, ti gre pa po glavi lahko res toliko veliko stvari in si pa misliš, kaj pa je zdaj tista, ker negativne stvari so pa še vseeno negativne, ki jih lahko na pozitiven način poveš, kot si pač ti povedala s temi stavki, no tako. Nekaj pa je, da ti samo ta negativa potem v zraku visi. Tako da... Lej, če ti lahko iz svojega stališča pokomentiram, zame je obupan nekdo na zaposlitvenem razgovoru, ki mi bo rekel, vse bi delal, karkoli bi delal. Če bom rekla, a si ti za prodajo, komod prodajam. Ampak veš, na drugi strani ta pripravljenost in ta prilagodljivost, da jaz lahko vse, pa da sem jaz vsem super, na delodajalca ne bom naredila dobrega vtisa. Jaz bom hvaležnejši bomo tisti, ki kadrujemo, da pristno kandidat pove, to znam, to sem sposoben, to je moja negativna lastnost, to je moja pozitivna lastnost, za razliko, ne vem, od hudega prilagodljivca ali pa nekoga, ki se prezentira, kot da vse zna in vse zmore. Ker mora vedeti, da danes so vse najbolj cenjeni, avtentični ljudje. Ne maraš zaposlitvenega razgovora, ko se ti zdi, da se ti nekdo res noro prodaja. Bodi to, kar si. Evo, to mi je tako, tudi če bi mi rekla, ponovno daj na svet, kakšen naj bom med intervjujem, ja, absolutno bodi spoštljiv, odgovarjaj na vprašanje, očesni stik in tako naprej, ne pozab pa, da si to vsem ti, da za besedami, ki govoriš, ti v resnici stojiš in to bo nekdo na drugi strani mize najbolj cenil. No, prej si omenila tudi to mimiko in vse to. Kako pomembna pa je nebesedna komunikacija pri intervjuju in tudi kako se v bistvu, obstajajo kakršne koli vaje ali pa kako bi rekla, da te kakšne stvari ne presenetijo, da se na obrazu ne pozna, no, tako. Ali pa kako strahom rečemo delati, no, take stvari, tudi kako te vprašanje rečemo preseneta, ne. Ker če ti zdaj s kakšnim takemu negativnemu povete nekaj v sebi, si kar tako, Ok, zdaj, če začnem čisto na koncu, zdaj zadnje vprašanje, kaj če te kdo z nekim negativnim preseneti. Moč tišine, Jera in ostali, čisto ok. Vzamem si čas za vdih in izdih, da zberem svoje misli in pol odgovorim. Lahko je tudi čisto spontan odgovor, s tem vprašanjem ste me pa res presenetili. Pa potem nadaljuješ. Če imamo hudo tremo, jaz vam samo en nasvet, to tremo obrni sebi v prid. Ker si nervozen pred razgovorom, jaz nervozo lahko kažem, ne vem, da bom takole živčno imela roke, ne vem, rdečica in tako naprej. Lahko pa zavestno rečem, jaz bom to tremo obrnila sebi v prid, da bom energično odgovarjala na vprašanja, da bom držala očesni stik, da bom, ne vem, sedela pokončno tako obrnjena proti nekomu, ki mi govori in jo dajala v pozitivo. Torej, prav tako vsakmu bi rekla, da stres obrni sebi v prid, da bo še malo več na zaposlitvenem razgovoru dal, nikakor pa se ne dati v tisto vlogo, moj Bog, Boga sem, tole bom zdaj tako pokazala, kako sem jaz Boga živčna, no to nam pa ne bo koristilo. Ker, ne vem, tvoje uvodno vprašanje, koliko je pomembna neverbalna komunikacija. Neverbalna komunikacija mora potrditi to, kar jaz govorim z besedami. V resnici jaz iščem, če mi nekdo razlaga,
koliko se je super imel v prejšnji službi, da je prostovoljno šel iz te prejšnje službe. Jaz moram v neverbalni komunikaciji to videti, da je to res. Spomnim se enega intervjuja ene gospe, super gospa, ampak ona, a ste šla prostovoljno? Ne, nekaj ni štimal, dokler pač na koncu nisva res dale karte na mize in sva ugotovila, da je zgodba popolnoma drugačna. Kar pomeni, rabim neverbalno komunikacijo, da potrjuje te moje besede. Pa še to, če rečeva na zaposlitvenem razgovoru, vsem imamo to v mislih, da torej, ni kandidat tisti, ki vodi razgovor. Ne? To je, ne vem, ta zgodba je zdaj od unga, ki kadruje in jaz se njemu na nek način prilagajam, se odzivam na njegovo vprašanje, na to, kar on hoče, naredim odziv. Kar je meni ful pomemben, je, da dajem jasne odgovore, da jedrnato povem, ne da mora, ne vem, tiska kadruje vleč odgovore iz tebe, ker potem jaz spet lahko vlečem svoje zaključke, ali pa po drugi strani, da govorim in nič ne povem. Zdaj sem dve skrajnosti, pa nobene ne priporočam. Tisto srednjo pot. Kratko in jedrnato, ne? Kratko je jedrnato, pa drsi dejstvo. No, tako. Še v neverbalni komunikaciji, mogoče samo še ta očesni stik, se mi zdi, da je ena taka ključna komponenta, a poslušam, a z očmi izkazujem interes, kaj mi govori, ne vem, a potrjujejo oči to, kar je slišano, tako, da sem 100% prisotna. Torej, vso tremo pa obrni sebi v prid. Včasih je okej, da kdo tudi doma malo povad, evo, čistko, če rečemo prvič grem, sem da te nekdo pogleda, kako sem zdaj bila, to je čisto v redu. Včasih pa kar gremo, pa smo v redu. Ja, včasih je tudi fino, tako nam so dostkrat na univerzi rekli, dajte se postaviti pred ogledalo in sami sebi govorite, da vidiš ti sam, kako ti v nelagodnih, ko razmišljaš ti v enih stvarih, ti enostavno obraz izraz na faci vse pove, dejansko že. In če ti pa sam sebe vidiš, ti lahko to liko krog obrneš, če bi zdaj tako. Ja, točno to. Pravaš, lahko skontroliraš, moč tišine, vdih, izdih, umiri se in zberi misli in odgovori. Pa meni čistko, tudi človek na drugi strani je samo človek v resnici, ki je tukaj s tabo, ker poskuša, ne vem, poiskati pravega človeka za njegovo delovno mesto in vidva se samo iščeta, tako da dajmo ga zmanjšati, to osebo na drugi strani, jo dati na svoj nivo, pa bo lažje. Pa bo lažje. No, pa zdaj nekako to, da sami sebe pogledamo, da se pripravimo na razgovor, če ima kdo kakršnokoli vprašanje, bi bile vesele sodelovanja. Pa bi se pa jaz zdaj še dotaknila te teme raziskovanja delodajalca. Treba se je pač pripraviti, ker na razgovoru pridejo tudi vprašanja iz strani podjetja, ki bi želeli pri njemu delati, oziroma delodajalca. Katere informacije bi nam pa prišle prav, ker zdaj tukaj lahko začnemo brati letno poročilo ali pa nekaj, ampak nam 90% tega v bistvu ne pride prav. Kaj pa so taka vprašanja oziroma kakšne smernice bi nam dala, katero smer bi šli? Prva stvar, ki bi rekla, je, da pridemo na zaposlitveni razgovor v podjetje, ki ga saj malo poznamo. Kar pomeni, da sem saj odprla njihovo internetno stran, da sem pogledala, s čim se podjetje ukvarja, ne vem, kaj je njihov produkt, kaj je njihova storitev, mogoče branžo samo, da saj delno razumem, in potem, da razmišljam po drugi strani, kaj mene veže potencialno na to branžo in na to podjetje. Kar pomeni, da res je super, da zna kandidat že na začetku povedati, ne vem, ja, spremljam vas, ne vem, videl sem na vaši spletni strani to pa to, všeč mi je vaš produkt. Zakaj? Ker mi spet tukaj povezujemo sebe z delodajalcem. Najhujš, kar je, da pridete na podjetje, pa da rečete, se iskreno sploh ne vem, s čim se ukvarjate. Prišla sem. A pa se to velikokrat naredi?
To se zgodi, to se v resnici se zgodi, da človek pride, ker je pač, ne vem, pošiljal prošnje, ker mu je nekdo rekel, naj pride, da je popolnoma nepripravljen. Zdaj, kako bom jaz prepoznala njegovo motivacijo, da dela pri meni? Prav nobene. Bi pa tukaj še eno stvar dodala. Super je, pa čeprav zdaj iščemo, ne vem, počitniško delo, študentsko delo, dajmo razmišljati naprej za svojo kariero. Da to, kar bomo danes počeli kot počitniško delo ali pa kot študentsko delo, me lahko na dolgi rok pripelje do neke zaposlitve. Ne vem, če veste, veliko kadrovskih služb kadruje tako, da ne vem, ravno na ta način študente pripelje v organizacijo, jih spozna, točno ve, s kom ima opravka, točno ve, kakšen je ta posameznik, kaj so njegovi plusi in njegovi minusi in že razmišlja, ali bi meni ta posameznik na dolgi rok koristil. Kar pomeni, da vam tukaj čist majhen nasvet podajam, že ko iščete študentsko delo, dajte razmišljati, a je to branža, kjer bi se mogoče dolgoročno videli, a je to podjetje, kjer bi se dolgoročno videli, in če imate možnost izbire počitniškega dela, izbirite v smeri, ne vem, branže, podjetja, kjer bi se videli na dolgi rok. Mogoče boste pol ugotovili, ne, to področje pa sploh ni za mene, pa raziskujete naslednjo študentsko delo drugje. Lahko pa vam ravno to študentsko delo pol enostavno odpre možnost, da potem tudi kariero nadaljujete s podjetjem, ker je to res za kadrovike en pomemben vir kadrovanja. Torej, skozi študentsko delo pol naprej graditi kariero. Je tudi za podjetje lažje, ne? Ker načeloma, če je nekdo, ga lahko še usmeriš s kakšnim diplomskim delom ali pa karkoli, da se pa dejansko... Pa zgradiš ga lahko po svojih standardih, tako kot si ti predstavljaš, da zaposleni so. Včasih je lažje nekoga, ki je na začetku svoje kariere, da mu popolnoma razložiš, pri nas se prodaja na ta način. Zdaj sem si spet zmislila prodajo, če pa nekdo že dela 15 let prodajo, pa prihaja s svojimi pričakovanji noter. In potem je to usklajevanje včasih lahko zahtevnejše. Ne pozabiti na ta vidik, da v resnici že zdaj delate majhne izbire. Majhne izbire, ki tudi lahko vplivajo naprej na karierno pot. No, pa da se vrneva potem nazaj na delodajalca. A pride tudi do takih vprašanj, ki so dotično, rečemo, povezane, zdaj, če bi vzeli za primer za banko, pride do kakšnih funkcij ali pa kakršnih koli matematičnega znanja, da bi dobil kakšno nalogo? A smo na to lahko to pričakujemo ali... Zdaj tako, da bi rekla, da je to tipična sestavina zaposlitvenega razgovora, ni nujno, da je tako. Se pa dogaja, to pa res moram povedati, da, ne vem, za neko specifično delovno mesto, da bi lahko prav s konkretno nalogo tiska sprašuje nekaj preveril. Zdaj, temu ponavadi je tako, zdaj bom povedala nek tipični redosled. Najprej imaš zaposlitveni razgovor, prvi krog, potem govorim, potencialno bi lahko imel še drugi krog, in če bi želel preverjati neke kompetence, bi naredil ocenjevalni center, to je pa nek tak praktični, res skozi praktične vaje, skozi praktične naloge, dejansko res preveriš, a ta človek to zna, razume, a ima ta znanja in te sposobnosti. Zdaj, če pa podjetje ne dela posebej ocenjevalnega centra, pa mu je to pomemben, pa lahko se zgodi, da vmes dobiš tudi kakšno tako konkretno vprašanje. Kar praktični primer. Nič narobe, če znaš, če ne znaš, ne znaš, itak si to samo ti, in tudi ni nujno, da zaradi tega, če ne znaš, da ne dobiš dela. Lahko je to samo ena preizkušnja, kako človek reagira v bistvu v stresni situaciji, ker nisi pričakovala, ali pa nisem pričakovala, da bom zdaj mogla matematično, ne vem, račune reševati, potem lahko samo nekdo preveri, kako pa ona reagira v njej stresni situaciji. Kaj bo zdaj naredila? Ja. Tukaj je pa spet tisto obračanje, kako se lahko potem iz te situacije spet ven, kakor si naredila. Ja.
Se mi pa zdi, da bi to bilo tako redko verjetno za, ne vem, počitniško študentsko delo. Evo, tako iskreno. Manjša verjetnost, ampak pustimo se presenetiti. Itak ne kontroliramo mi procesa, ampak ga kontrolira kaj je na drugi strani. Ja, no, a ne tako rečemo, če nekdo dela v grafičnih stvarih, torej kakšen Photoshop ali pa karkoli, je dostikrat že tako, da pač moraš zraven kakšna stvar, a ne, kakšna stvar rečemo, pokazati, ko si jo naredil, a ne. Absolutno, in tudi, ne vem, če delaš, ne vem, marketing, socialni mediji, bi lahko rekli, da pokaž mi, ne vem, Instagram page, ki si ga ti postavil, ne vem, pripravi mi nek oglas, samo čisto dam praktični primer, da na osnovi tega vidim, aha, si za nas, nisi za nas, a je to, kar mi iščemo, tako da ja, absolutno je lahko tudi to. No, zdaj bi šla pa jaz pol še majčkeno na naš glavni tale, na razgovor. Bi ga omenila v bistvu čisto samo kratko. Če bi mogoče povedala, prej sva že začela, no, kako se razgovor lahko začne, na kakšne načine. Če bi mogoče še povedala, kako je pač potek razgovora. Imamo zdaj kakšnega tukaj med nam, ki gleda, ki še ni bil na razgovoru, a ne. Čistko, samo kratko majčkeno, da dobijo občutek, dobimo. Ja, zdaj tako, toliko, ki je ljudi, ki kadruje, toliko je različnih razgovorov, to je prvo jera, kar moram povedati. Pomeni, da zdaj tudi, če bom jaz povedala strukturo razgovora, ni nujno, da bo jutri praktični razgovor dejansko tak. Ampak če rečeva, da začneva za neko splošno predstavitvijo, kar je možno, ali pa vprašanjem, zakaj ste tukaj, zakaj je ravno to podjetje, torej da nek uvod dobiš, potem greš preveriti pač posameznika skozi njegov življenjepis. Torej, življenjepis je neka osnova, ok, izobrazba, malo preverva, je narejen, v katerem letniku si, kdaj bo narejen, bi me eventualno zanimalo, če bi razmišljala na dolgi rok. Potem pa ključna sestavina razgovora je moje dosedanje delovne izkušnje. In to je tisto, kar sva se že prej pogovarjali. Kaj sem počela, kaj konkretno so bili moji dosežki, zakaj sem menjala. Če nimamo delovnih izkušenj, smo tudi povedala, ne? Kaj naredimo, torej uporabimo vse primere, ki ga imamo iz svojega življenja generalno. Potem pa preverimo še posameznika, torej njegove osebnostne lastnosti, pozitivne, negativne osebnostne lastnosti. Tukaj spet super, da jih znamo predstaviti, da znamo o njih kaj povedati. Potem pa ponavadi delodajalec sam predstavi delovno mesto, torej v nekem trenutku se to zgodi, ki pove, kaj točno oni iščejo. In potem se iz tega lahko razvije nek pogovor, kaj od tega posameznik že pozna, kje se vidi, kaj je tisto, kar bi lahko že jutri počel in kaj je tisto, kar bi se mogel naučiti. Zdaj, v neki potencialno zadnji fazi razgovora pa pridemo še do tistih stvari, ki nas potem vežejo skupaj ali pa nas dajo narazen. Ne vem, kdaj lahko pridete k nam, so kakšne omejitve glede časa, ne vem, trenutnih obveznosti. Kakšna so konec koncev vaša plačna pričakovanja? Kaj vam je najbolj pomembno na delovnem mestu? V smislu, kaj vi cenite na delovnem mestu? A vam najbolj pomembni so odnosi, a vam je najbolj pomembna plača po drugi strani? In pol je tukaj še preverba motivacije in interesa. Tukaj pa smo spet pri tisti pristnosti. Torej, delodajalcu je pomembno, da sem jaz res motivirana za to delovno mesto. In to tako po ovinkih preverja, zakaj bi prišla k nam, kaj je tisto, kar vas vleče, da bi prišla na to delovno mesto. Lahko tudi eno tako tipično vprašanje je, kje se vidite čez 5 let, spet preverjam, a lahko z njo naredim na dolgi rok in tako. Tako da po nekem takem ključu, ponavadi je na koncu možnost, da še mi, kandidat, da postavi par vprašanj, zdaj ali sam tiska, kaj druge reče, imate kaj vprašanj, ali pa tudi sami vprašamo, je v redu, da vam postavim še nekaj vprašanj. Fajn je, da so ta vprašanja, da ste že prej razmislili, ok, to me pa res zanima, to bi rada vprašala. Zdaj, če je, ali se dotakneva denarja,
Ja. V bistvu smo imeli en ta vprašanje, no, smo ga dobili že tudi prej od enega, ki posluša. Kako zastaviti vprašanja o plači, da ne zgleda tako, kot da se ne gre samo za denar. Tako, No pa ravno tako, da naj to ne bo edino in prvo vprašanje, ki ga bom postavila. Naj bo to eden izmed vprašanj, ki me zanimajo na koncu tega intervjuja. Torej me še zanima, ne vem, kdaj lahko začnem, kako imate pa urejeno malico, zdaj se izmišljujem, v kakšnem timu delam, kako ste kaj z izobraževanji, kakšni so pa plačni pogoji, še med drugim. In potem bom jaz kot kadrovnik ful poslušala, kaj mi bo kdo kako bo reagiral posameznik glede plače, zato ker mi je pomemben, ker bom iskala njegove motivatorje. Jaz na moji strani iščem, kaj posameznika motivira, in super je seveda, da ga motivira kaj več kot samo plača. Jaz iščem še, da bi se rad razvijal, da bi bil res rad del tega tima. No in če je to tako predstavljeno, da je to del nekih rečemo ključnih motivatorjev, to super. Če pa ugotovim, da je to samo eden in edini motivator, kam pa ugotovila tako, da edino, kar me boš vprašala, je, kakšna je pa plača, pa kazovala nezadovoljstvo, pa najbrž imava težavo s tem delovnim mestom. Eno vprašanje smo še dobili, kaj je pomembno povedati pri splošni predstavitvi? Imamo že takoj v mislih, kaj lahko povem vse, kar me poveže s tem delovnim mestom. Jaz bi to dodala. Moja mami, moj oči, moj brat, karkoli. Jaz sem Polona, sem to pa to po izobrazbi. Od nekdaj me privlači, nimam pojma, ker kandidiram v kadrovski službi, delo z ljudmi. Želim se razvijati na tem področju še naprej. Torej, zelo konkretno, mojo kratko predstavitev že takoj usmerim v povezavo med sabo in pa med tem nekim potencialnim delovnim mestom. Pa fajn je, da imamo teh par stavkov že vnaprej, vsaj približno začrtanih. Nikakor ne kot nek naš dolg spis ali pa nek naš dolg življenjepis, torej bolj ta naš potencialni poslovni vidik posameznika. Če ima še kdo kakršnokoli vprašanje, lahko seveda še zastavite. Drugače bi se jaz potem tudi še majčkeno na videz, urejenost in pa bonton po razgovoru bi majčkeno še omenila. Kaj je tukaj rečemo pomembno, ne? Vemo že, smo se naučili pri življenjepisih, da v kakšnih kopalkah in vsemu temu ne pridemo in tudi slik ne dajemo takih na življenjepise. Ja, drži. Ful pomembno, res ne tega na LinkedIn profil dati, slike v kopalkah niso zaželjene. Je pa tako, no, seveda bo vsak rekel, pridi na razgovor urejen. Ja, seveda pridemo na razgovor urejeni, je pa tukaj še ena ključna karakteristika, predvsem je pomembno, da smo z zunanjim izgledom, kar se le da prilagojeni kulturi podjetja. Če grem jaz na razgovor v banko, kjer imajo strogo poslovni bonton, potem je super, da sem temu poslovnemu bontonu prilagojena. Če pa grem na razgovor v neko startup podjetje, kjer je njihova kultura oblačenja zelo sproščena, zelo casual, je pa fajn, da sem tudi temu okolju prilagojena. Zdaj pa, kako to zvedeti? To je pa del tistega začetnega raziskovanja, Jera, ki si me prej spraševala, kaj je fajn, da vem o delodajalcu, kaj je fajn, da se prej pozanimam. Velikokrat res že s to prvo preverbo spletne strani, ne vem, njihovega Instagram profila, če ga imajo, Facebook profila, lahko dobim neko osnovno sliko, kako v podjetju so. Če tega ne zvem, tako, s temi zunanjimi držaji, potem lahko osebo, ki me je poklicala na zaposlitveni razgovor, tudi vprašam, kakšen je njihov dress code, mi temu rečemo. Ali pa se če pa nič ne vem, če pa pojma nimam, potem pa uberem neko tako zdravo sredino, ki me lahko da, s katerim bom okej, tudi v strogo poslovnem biznis, torej dress codu, pa tudi v nekam bolj casual. Tako da pozanimati se in se prilagoditi, kar se dress coda tiče.
Pa mislim, da je bilo še eno vprašanje skrito za tem. Ja, še mečkan o bontonu, ja. Ja. Pa še bonton si omenila, vse tega smo se malo že dotaknili tekom pogovora. V resnici se prilagajamo, ne? Torej, vemo, kdo vodi pogovor, mi se kadroviko prilagajamo, kar se pogovora tiče, ne skačemo v besedo, poslušamo, odgovarjamo tako v pozitivnem tonu in pa jedrnato. Vedno iščemo neke pozitivne odgovore znotraj komunikacije. Zelo pomembno je, da že na začetku hitro navežemo stik s posameznikom na tem nekem osebnem nivoju, da tremo uporabimo v prid ustvarjanju dobrega razpoloženja, nasmeha, kontakta z očmi. Evo, tako. Super. Upam, da sem zajela. Ja, vidim, ja. Vmes sva dobila še eno vprašanje. Kako se delojemalec vedeš, če veš, da si priporočeno poslal pismo za delovno mesto na dotični naslov in dobiš nazaj poslano brez odgovora? Ni bilo niti v poštnem predalu dvignjeno. Čeprav razumem, torej poslala sem nekam prošnjo in dobila nazaj, da je tudi odprli niso. Tako? Ja, priporočeno in v bistvu ni bilo niti na pošti potem, a ne, niso prevzeli pisma, torej ni bilo podpisano, če jaz tudi prav razumem. Ja, zdaj, Zora, tako, to je lahko eden izmed mnogih primerov neodgovarjanja potencialnega delodajalca. Tukaj zelo konkretno, kaj niti niso dvignili, še več je pa takih primerov, ko ne odgovorijo delodajalci. Jaz ne bi kaj veliko delala okoli tega, iskreno povem. Jaz bi svoje aktivnosti usmerila v iskanje službe naprej, pri drugih delodajalcih. Ker tudi to, kar je ta konkretni delodajalec naredil, je sporočilo. Sporočilo zame tukaj je neinteres. Torej, nekdo tega tudi odprl ni, nekdo tega tudi pogledal ni. Je pa mogoče to ekstremnejši primer, kar je bilo pač priporočeno in nedvignjeno, je pa velikrat, ko pošiljamo prošnje, se zgodi, da na prošnje odgovora ni. Zdaj, a se nam splača kot iskalec zaposlitve, zdaj samo jaz osebno kalkuliram o svoji lastni energiji, a se nam splača, ne vem, bitko, v smislu, vsaj odgovor želim in ga pričakujem. Mislim, da se ta zgodba nikoli ne bo končala z uspešno zaposlitvijo. Jaz osebno veliko rajš energijo usmerim v nove priložnosti. Ja, tako. Jaz imam potem še eno vprašanje, a ne zdaj, ko so te časi s pandemijo, potekajo razgovori prek Zooma, tudi, a ne. Na katere stvari pa tukaj treba biti pazljiv, ker zdaj tukaj, a ne, potem odpade stran, a ne, zdaj se tukaj vidi samo toliko, kot se vidi, ne vidiš niti celotne osebe. Na kaj je treba biti pozoren in kako, ker pri Zoomu je težje narediti en vtis, a ne, na bodočega, za bodočo zaposlitev, na kaj je treba biti pozoren in kako naj pademo nekako v učino brez te energije, a ne, ker se ne začutiš, kakor si prej rekla zadnje, ko se pol začutiš nekako, se prek Zooma težko. Zdaj, tako je, tudi Zoom veliko pove, iskreno. Zame je Zoom tako, meni sem še manjka ti zadnji faktor, recimo, če bi imela razgovor s kandidatom, jaz rečem, jaz ga sam vohati ne morem, kar je zadnja komponenta, kar bi jo iskala, to je tako karikirano rečeno, ampak Zoom pogovor ogromno pove v resnici. Jaz tudi s tem, kako se na Zoomu prezentiram, a sem kot prvo bila sposobna Zoom spostaviti, a sem se uspela skonektati, a je to lauf, ali sem že nekaj povedala. Potem res veliko povem, ne vem, konec koncev, kakšno ozadje je za mano, tudi kako sem se oblekla, a lučka dela, zdaj čisto govoriva osnove neke ne vem, digitalne komunikacije, ampak že s tem, kako smo mi to celotno zgodbo speljali, kadrovik res lahko veliko zve o kandidatu. Tako da ne bi tako rekla, da je Zoom tako nedolžno okolje in imamo vpliv na to, kar pomeni
fajn je, da ga znamo uporabljati, fajn je, da smo na Zoomu točni, tako kot je fajn, da smo točni na zaposlitvenem razgovoru in če zamujamo, pokličite, povejte, kaj se dogaja, torej pridem točno, vsaj zgornji del našega telesa naj bo primerno urejen, frizura naj bo primerno urejena, če se da, lahko kaj z ozadjem naredimo, če ne, tudi Zoom ima tiste, kako se reče, tista virtualna ozadja, ki jih lahko uporabimo in tudi se vidi, a človek posluša, a vzpostavlja stik z mano, a je očesni stik, a mu je neroden, a telo podpira to, kar govori, tako da, evo, tudi Zoom ni nezamrljiv. No, potem bi jaz kar počasi zaključila. Imate še kakšno minutko, če bi bil še postavil kakšno vprašanje Poloni. Drugače, Polona, bi te pa vprašala še za kakšen tip nam mladim, kaj bi nam še priporočala, preden gremo na razgovor, da si ogledamo, da se pripravimo ali pa kakšni taki smeri. Predvsem zaupite sebi, no, jaz bi sem to rekla, kljub temu, da ste na začetku vaših karier, imejte v mislih, da sem bila jaz enkrat na začetku svoje kariere, da je bil tisk, kateremu greste na razgovor, tudi na začetku svoje kariere, in da ste več kot samo delovne izkušnje, ki jih morda še nimate. Sem to, da iščemo osebnost, iščemo človeka s potencialom, človeka z iskricami v očeh in to ponavadi mladi imate in tega se zavejte. Zavejte se svojih prednosti v smislu digitalnega sveta, te vaše sposobnosti multitaskinga, ker starejša kot te generacije, težje nam to gre, kar pomeni, da zelo veliko lahko prinesete vsaki organizaciji in za vsako generacijo je dobrodošlo, da prihajajo mladi in da prinašajo svoje znanje, svoj pogled na svet, kar pomeni, lahko že v osnovi se potrpljate. Evo tako. Mogoče pa to za zaključek. Hvala, Polona, da si se vzela čas za nas, pa da si nam z nam delila te stvari, ki nam bojo, mislim, da vsem prav prišle. Rada bi omenila še vsi, ki nas spremljate, da se lahko prijavite na naš newsletter na sgz.at pod zavihkom pripravništvo. Prek newslettera vas obveščamo o nadaljnjih webinarjih in pa ostalih stvarih, ki se dogajajo pri mladih. Rada bi pa tudi še povedala, da naslednji torek, torej 11.5. bomo imeli pa še en webinar z kmečko izobraževalno skupnostjo in sicer bo tema počitniško delo ali pa praksa na kmetiji. Tako da ste vabljeni, webinar bo v 2 delih. Prvi webinar se bomo pogovarjali s študenti, ki so obiskali prakso, ki so delali prakso v drugi državi in pa drugi del webinarja bodo pa pol papirji, kako vse urediti in vse tako. Tako da Vesna vam je že poslala v chat vse maile, če imate še kakršnakoli vprašanja ali pa kakšne predloge za webinarje, če bi vas kaj zanimali, lahko pišete direktno meni ali pa na Mladini. Tako da ja, prišli smo do konca. Polona, še enkrat hvala, no, jaz upam, da vam je bilo v redu, da je bilo tudi tebi v redu, Polona. Super, Jera, prav veselje mi je bilo biti z vami, s tabo in s vsemi, ki so naju poslušali in gledali. Super. Tako da želim vam še en lep večer. Adijo. Adijo, srečno.